drage poslušalke in cenjeni poslušalci, en lep pozdrav iz Benečije. Sem pot končal, jo zdaj šele začenjam samo. Tonca Lukežu razmišlja. Ja, zares težko je zastopiti Kiratava za tiste dvojezične šole v Bardu Antipani. 3 leta tega so vsi starši, ki tam živijo, vprašali, da bi v osnovni šoli v Bartacu učili tudi po slovensko. 3 leta potle, ena nova deželna vlada je jala, da lahko začnejo z dvojezičnim poukom šolanjem. Občine so se strinjale, kar tle par nas je že nijaki. So spet vprašali starše, a nateli so potrdili telo željo, za katero imajo vsi pravico. Potle, liha mesec pred volitvami, je prišla von tela direktorca šol iz Čente, ki je začela praviti pred županom in potle tu staršem, da je za slovenski pouk bo skrbela ona, a ne dvojezična šola v Špijatru, čeprav do sada tam se učili samo italijansko. Še bolj demencialno je, da na javnem srečanju je tela ženska začela lahati, da je dvojezična šola privatna, da starši bojo morali plačati, lih kar so pravili nekateri fašisti, an par let od tega na protestu v Špijatru. Je manjkalo samo, da bi jala, da tam so komunisti, an da kajšankrat jedo otroke. Če računamo, da maja so volitve, in da na italijanskem dnevniku so napisali, da starši nečejo slovenščine, nam pride dvom, da je od zad neka politična režija. Pa še bolj, jasno se mi zdi nekaj še bolj slabega. Da v tej zgodbi še enkrat, za kajšnega so otroci a njih potrebe, te najbolj miken problem. Bolj pomembno je, da se ne zgubi denar, da Italijani ne zgubijo delovnih mest, da bi jih morali pustiti slovenskim učiteljem. Da dvojezična šola v Špijatru ne bi zrasla preveč, ker bi tole škodilo drugim šolam. A tel je rezultat 20 let proti reform, ki sta jih naredila levica, če jo moramo tako klicati, in desnica, ki sta prav močno tijeli, da bi imeli tle ameriški model šolanja. Da šole ratajo kot podjetja, aziende, in da si bojo runale konkurenco med sabo. Če gremo še malo naprej po teli poti, pa bodo besede od tiste direktorce postale profetične. Če boste tjelno dobro šolo za vaše otroke, boste morali plačati, če imate sude. Te revni naj ostanejo tudi šlevtasti, da ne bojo razbivali škatle. Tela bo prva skrb. V zameno pa se nam ne bo treba bati, da bi kajšan snijadu naše otroke. Nazaj bo caj pobrati vse a nič. Tell me why. Povej ti zakaj. Se navrneš teraj. Đorđa Bankića smo srečali tle v Lazeh, tle pred Farozan, kjer je živel gospod Anton Kufolo, za ki zadruga Mostišče Dada je izdala spet moj dnevnik, druga svetovna vojna, videna recimo od Faroža v Lazeh, ne? Kaj ne tako? Ja. Vi ste izdali v italijanščini. V italijanščini in slovenščini, tako ki je pisal gospod Kufolo, kjer ne gre za prevod adnega dnevnika slovenskega v italijansko ali obratno. On je napisal po slovensko in po italijansko, in tako ki se vija, tela je njega druga izdaja, kjer on je pisal njega dnevnik, pa ga je recimo del spod, kjer on je nekatere reči jih je zastopil potle, ki so se zgodili
dohodki nekateri, ne? Takua tela je dopunjena njega druga izdaja. On je dvakrat napisal dnevnik. Prvikrat takua, kar so se zgodile stvari, potlej je pregledal, je dodal, je postrojil, je premislil, kjer nekatere stvari jih ne mogo zastopiti ten čas, ki so se hodili dohodki. Ne? Tako je prepisal, tole tle je bil verodostojno, ko tista njega prva izdaja. Tole tle je... Dogodki druge svetovne vojne so zelo malo poznani, tudi tle pri nas recimo. Tele je ena knjiga, ena izdaja vaše zadruge, ki bi jo morali vsi še enkrat prebrati, če jo niso še prebrali. Ja, jaz moram reči tole, sam delal par prvi izdaji, pa ten čas nisem zastopil puno reči. Nisem zastopil človeka Kufola, ki je bil velik kulturni človek. On je poznal vse, on je sledil vsem dohodkam, tle v dolinah, v Italiji, povsod v Evropi, po svetu. On je bil zelo informan, o kar se je gajalo okoli. On je imel, mislim, njega informatorje, njega prijatelje, seveda njega sobrate, duhovnike tle po naših dolinah, je bral tudi časopise, on tudi, kar je bilo prepovedano, je poslušal Radio London, v času fašizma, v času vojske. Tako se vidi tudi v dnevniku, da je dajal tele novice o vojski, ki je bila po Evropi in po svete, in so zares, tiste, kar piše, so recimo, je ta prava kronika, recimo, so stvari, ki so se zgodile in ki se jih mora kontrolati po bukvah, po zgodovinah. Je zares bil tako, ki je pisal o stvareh okoli po Italiji in po svete, je pisal tudi o naših dolinah. Jaz mislim, da tele bukva so prav okno na zgodovino od leta 1938 naprej do konca, do leta, mislim, zadnje zapise so iz leta 1947. In so zares poučne bukve, za ki se zastope in današnjo situacijo. Če se prebira tele bukve, se vidi, da za ki do nas je tudi šele preganjan slovenski jezik, in še bolj je bil v 50-ih, 60-ih letih. Kar se je zgodilo tako po drugi svetovni vojski, se je on napisal prav v zadnjih straneh, je napisal, da iz daža smo prišli pod kap. Tole, kar se je vrnila demokracija, kar se je vrnila frajnost v Italijo, ano naše od daža pod kap, kjer se pravi po italijansko dalla padella alla brace. Te stvari so bile pod fašizmom, so bile boljš, ali tudi v cajtu vojske so bile boljš, kar se je vrnila demokracija, za ki preganjanje slovenskega jezika, preganjanje slovenskih duhovnikov in kulturnikov, ki so se borili za naše pravice, za priznanje naših pravic, pa so bili tako hudo preganjani, da še v času fašizma ni bilo tako. Ja, on je doživel zelo hude cajte, recimo. On je doživel tudi tisti povojni cajt, kjer so se gradile tele pregrade, ki jih imajo še nekateri po glavah. Ja, on je umrl oktoberja
leta 1959, se pravi v letah, je živel v letah po vojski, ki so bile zelo hude. Njega pričevanje o tistih letah dobimo v zgodovinski knjigi, v zgodovinskih bukvah Fare, Lažanske Fare. In tam je vse napisano, kako so bili preganjani slovenski duhovniki, govori o tajnih organizacijah, če tudi jih ne omenuje, ker mislim, da ne vedo še za nje, pa klima je bila taka, je bila tako huda, tako napeta, da on je zastopil, da tam zad je bila kakšna organizacija, ki je delala proti Slovencem. V tistih kronaki so zelo hude stvari, o tistih mračnih letih, ki smo jih potle zastopili, smo potle zavedli, kaj je bila ta zad, kako je bila organizirana tela kampanja proti Slovencem tle v Videnski provinci. In bo tole material za eno drugo knjigo? Jaz sem mislil, ker on je začel pisati kronako Lažanske Fare že leta 1920, kar je prišel tle. Bi bilo treba vebrati, organizati tele material, in ga publikati zares, dopolnjujejo še tele bukva. Je skoraj 40 let zgodovine. Po vojski? Po prvi vojski je že začel. On je prišel leta 20, po vojski, on je bil tu vojski, je bil kaplan, vojaški kaplan, a potlej je bil še komisar v nekih slovenskih občinah tam na Goriškem. A potlej so ga pošiljali tle, da se zdravi, za ki je imel neke bolezni, je prijel neke bolezni v času vojske. Nekaj mesecev je imel ostati tle, pa je ostal celo življenje, recimo od leta 20 naprej. Tako da tiste kar je pisal v župnijski, v farni kronaki, je zares zanimivo, bi bilo treba objaviti. Ben, ti si zgodovinar, raziskovalec in vemo, da bo. Ja, in še tiste pisma, ki smo jih pred kratkim objavili v domu, ki jih je pisal gospodu Revnu v Belgijo, ki je bil kaplan tam tudi naših emigrantov. In tudi te so zelo poučne, so zelo važne za našo zgodovino. Treba samo brati in znati in vedeti, kaj se je zgodilo, za imeti jasno sliko današnjih dan. Jaz vidim tole, da je leta nazaj bilo malo interesa. Sada vidim, da tudi tam mladi se zanimajo, se brigajo za našo zgodovino in tole je puno pozitivno. A še zadnje vprašanje, Đorđo, za ki kaplan, gospod Kufolo je bil, potlej je Bevk prenesel roman kaplan Martin Čedermac, recimo, ne? Torej, France Bevk je hodil po tej vasi, je živel tudi nekatere dni v Faruže, gospoda Kufola, kaj je hodil pogosto obiskavati. Seveda se je skrival, kjer so bile leta po prepovedi, recimo od leta 35 naprej, kjer roman je iz leta 38. Malo let on je hodil tle, je bil anonimen, obiskovalec, pa je zvedel puno reči, posebno od Kufola. Recimo, da gospod Martin Čedermac je recimo lik, je podoba telega Kufola, ma v njim so tudi druge figure naših slovenskih duhovnikov, ki je bil Kramaro v Landarju ali Gujon dol v Ažli in še drugi, Zuferli. Je recimo tudi
drugi duhovniki, ki jih omenja v romanu, so recimo tako lahko jih je zastopiti, kad so bili. Recimo Giorgio Della Potelipotria, spoznavanja naše zgodovine, most nam vsejka se kako lepo knjigo v teku leta. Upamo, da ja, v teku leta, navijem na prihodnje leto. Dobro, hvala. Za danas je vse, se slišimo spet čez en teden, en lep pozdrav iz Benečije.